A je luža noter? Mokro? Je, mokro je, mokro je. Ja, ko se je povesla streha. Potrgali gumice. Ej, samo odprite ga, ne dol dajati, ker moramo videti, kaj je. Tale je strgan, tam se nam vsakam. Strgan je? Do prvega sem že dal gora, pa greče hodil tega popraviti, drugače. Evo, strgan. Enega velikega morago. Ja, tle je strgan. Ja, pa prej pomagati. Ja, naj. Evo, ostali pa, okej. A je kaj mokro noter? Ne, mi smo čisto suhi, sam čevlji so pa mokri, vsi. Ja, se to se bo posušil, to ni panika. Pa oblačilo bo tam. A je kaj mokro noter? Vse imamo šopon. Super. Dajte kar pospraviti šotore. Ja, dole pospravimo. Jaz pometam vodo dole. Ne dajati na šotor. Najprej bomo še vse poščiti. Lep pozdrav, Lucija, lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci Prvega. Tu smo v vasi Godičevo, v Novi vasi na Blokah, blizu Bloškega jezera na Notranjskem. Tu potekajo poletni tabori, kot si omenila, tukaj so mladi od 6. pa vse do 15. leta. Lani z Žoga, vodja tabora, predsednik Društva ljubiteljev narave in športa, Medo in inštruktor preživetja v naravi. Kakšna noč je za vami, kako je bilo po noči, je veliko, bom rekla, mokre robe in pa kako je šotori, najprej pa seveda lep pozdrav, dober dan. Dober dan, želim tudi vam, dobrodošli na Godičevem v našem taboru. Noč je bila seveda pestra, zjutraj v petih se je pač privalila ena nevihta tam iz smeri Italije. Odkrila nam je 2 šotora, jih je tudi kar dobro raztrgalo. Seveda smo mi predčasno otroke evakuirali pod tale objekt, v bistvu pravzaprav smo šli v tiste kontejner, ki je popolnoma, bom rekel, varen, zaprt, tako da se nam tudi ne bi mogli karkoli na nas padati. Tako da pravočasno smo, kot sem rekel, ste otroci prišli na varno, tako da staršem sporočamo, da so vsi v redu, zdravi, celi. Piha pa zdaj veter, tako da se bo hitro vse posušilo, kar je strune. Tako je, ja. Sicer sem prej bila napoved, da bo okrog 30 stopinj, no pa sem se pol malo popravila napoved na neki 26, veter bo okrog 20 na uro, tako da se bo zagotovo danes vse posušilo. Čevlje smo že tukaj dali sušiti, kot ste videla, eno tako primitivno pečico, da se v bistvu res te superge pa tudi dobro osušijo, da ne bo roke žulila. Opišite nam malce to okolje, na okolju so drevesa, gozdovi, na travniku imate postavljene šotore, kot ste omenili, in tukaj bomo rekli, imate pravo streho s klopmi, tukaj lepo otroci tudi ne natišajo. Povejte, kje smo? Torej, nahajamo se na ekološki kmetiji Godičevo. Tukaj uporabljamo njihov objekt, ki je 18 metrov dolg pa 6 širok. Lani smo ga našega načrta dograditi, pa to v bistvu postaviti streho, da se v primeru takih neviht lahko evakuira otroke. Seveda imamo pa tukaj okrog teh delavnic preživetja, kot so postavitev bivaka, kurjenje ognja, izdelava vrvi, izdelava posod in podobno. Imamo pa tudi zelo blizu Bloško jezero, nekih slabe 2 km peš hoje je čez sam gozd. Nas vodi pot po senci lepo. Včeraj smo bili tam, verjamem, da nam je bilo vsem všeč, ne? Otroci, no evo, pritrjujejo, tako da
Imamo pa tudi tukaj v bližini še en manjši potoček, pa potem je še reka Blokica, katero bomo tudi več samo od tega, da spoznavajo živali, naravo, da bi znali preživeti tudi. Ja, sam namen, torej osnovni namen tabora je ta, da se vsi udeleženci spoznajo vsaj z osnovami preživetja. Se pravi, katerih je 5 najbolj pomembnih stvari. Mislim, da če to polnoči zbudimo, bodo vsi znali povedati, ali pa skoraj vsi, sem prepričan. Vsi se naučijo, torej 5 stvari je nož, vir ognja, torej posoda, ponjava, pa vrv, bravo, vidite kako vejo. Torej, in tukaj se tudi naučimo, kako ravnamo, če nimamo recimo noža, ne? Bojo potem mogoče sami povedali kaj več, tako da bi to pustil za njih, da kaj sami povedali. Potem se naučimo postaviti bivak iz naravnih materialov, kot sem rekel, če nimamo ponjave, če nimamo vrvi jo spletemo, bojo tudi povedali, iz kakšnih materialov smo že pletli in so jo tudi sami pletli. Torej, naša filozofija našega tabora je learning by doing, torej, da ni neko suhoparna teorija, pa da jaz samo nekaj demonstriram, ampak morajo s svojimi rokami te stvari opraviti s svojimi rokami, da jim to ostane. To je enako, kot bi rekel, da gledam eno gospo, ki plete, je čisto enostavno za videti, ko mi pa preda pletilke pa zmrznem. To je torej enako. Te filozofije se držimo, otroci so bolj samostojni, torej samozavest jim zraste zagotovo, samopodoba se jim zagotovo tudi izboljša, vsa domotožja rešujemo uspešno, torej noben še ni šel zaradi domotožja, smo pač v vezi starši, da oni pomagajo, če je potrebno. Drugače pa otroci, ali pa sama skupina dejansko pokaže ostalim, tisti, ki imajo domotožje, da tudi oni imajo starše, seveda, ki jih pogrešajo, seveda, tudi jaz imam mamo, v končni fazi pa ni ves čas mano in povem, In pa seveda, kar je najbolj pomembno to, da so otroci in starši seveda zavedajo, da so starši nam zaupati otroke v varstvo oziroma v taboru, da se bojo dobro imeli. In naša naloga je, da se imajo v vsakem trenutku optimalno, če se ne da. Tako da se trudimo oboji, da se imamo dobro, da se ne kregamo, ne prepiramo, bog ne daj preklinjamo ali pa pretepamo. Tako da ene čisto take normalne življenjske stvari učimo, pa nič kaj za lase prevlečenega, se pravi take res uporabne stvari, ki v življenju pridejo še kako prav, kot so vozli, naprimer, vsak dan uporabljamo, če si čevlje zavezujemo, recimo, pa tako naprej. Res, ko zdaj to pripovedujete, se mi zdi, da ni časa niti za mobitel, niti za kakšne računalniške igrice, ne? Absolutno, pri nas telefoni niso dovoljeni, torej otroci jih tukaj nimajo ali pustijo nam v varstvu, pač ugasnjene. Če je res kakšna huda sila za klicati starše, torej v smislu domotožja ali pa kakšnih poškodb, se pokliče. Navajeni smo tako, da pokličemo po večeri, če je kakšno domotožje, čez dan ne, ker se pač, kako ne rečem, najbolj je tako primerno, ko se vse skupaj malo umiri, pa ko nimamo, bom rekel, več nekih opravkov ali pa naravno, ko se nekaj poslušamo starši. Evo pa, da se spet zašlo bil. Zdaj pa je začelo deževati, tako da se bomo malce premaknili, ta čas pa predlagam, da poslušamo eno pesem. Se bo tudi tole neham nehalo. snemati. Laris, neham snemati. Ja, ime je Arnes in star sem 13 let. Jaz sem Una, stara sem 7 let, 1. julija sem imela rojstni dan, pitem 6 ketel in živim na ulici Sela. Moje ime je Aljaž, star sem 9 let. In prihajaš iz? Prihajam iz Kamnika. Evo. Jaz sem Blaž, star sem 11 in prihajam iz Kamnika. Jaz sem Isa,
Stara bom 9 let, 31. julij, živim pa v Dolčakih 18. Jaz sem Zoja, stara sem 6. Jaz sem Disa, stara sem 8, živim v Ankaranu in končala sem 3. razred. Super, Tisa, in kaj pa ti je najbolj zanimivo na tem taboru? Zanimivo mi je, da gremo v gost in počnemo sami stvari in tekmujemo prva in druga skupina. Kaj pa tebi, Blaž? Meni je všeč predvsem to, da ne vem, pri starših smo pospravljati hiše, pa čakati, da kakšen prijatelj pride, tle pa skozi neki se dogaja. Kljub temu, da ni telefonov, kako je s tem, da ni telefonov, recimo ti, Aljaž? Jaz nisem tudi na telefonu, tudi tle je precej zabavno, zato sploh ne pomislim vanj, tako da ja. Kako se pa tebi zdi, Luka? V redu pač, ne rabimo niti več teh tok naprav pa vsega. V bistvu se učimo tle sam preživeti, ne pa uporabljati telefone pa to. In ko smo že pri preživetju, prej smo slišali, da se učite, kako se uporablja nož oziroma vrv, kaj bi znali o tem povedati? Naprimer, učili smo se sestaviti vrv iz trave pa iz kopriv. Pač nož se pa enostavno naredi, vzameš manjši kamen in ga vržeš ob večji kamen. Tisti delčki, ki se razletijo, so pa v bistvu toliko že ostri ali pa še enkrat narediš to in je v bistvu kot na nož narejen. Pa je bilo težko se to naučiti? Pa v bistvu ne, ker ko nam Lari vse pokaže, potem mi ponovimo, kar znamo. In pa, kar je. In kako to zgleda? Recimo, kdaj se zjutraj zbudite? Zbudimo se ob 7, potem sledi zajtrk in potem spravljamo šotore. Tisti šotor, ki dobi najslabšo oceno, pa mi ga posodom. Recimo, jaz imam zaenkrat srečo, sem v šotoru, v katerem še kar dobro pospravljamo. Potem sledijo aktivnosti, gremo v gozd. Ko se končata dve aktivnosti, sledi kosilo, nato popoldne še 2 kosilne aktivnosti in nato še zvečer kosilo in ta prednjaven. Super, kako pa je s domotožjem? Dobro. Si pogrešala kaj mamico in očka? Ja. Kako si se pa spopadala s tem? Spopadala sem se, da sem si pomagala z spanjem. Super. Kaj pa ostali? Recimo Zoja, si pogrešala s staršem? Ja. Kaj pa ti, kaj si naredila? Da ti nisi več tako zelo pogrešala? Sem mislila, da druge stvari in še igrala s tisem. Odlično. Kaj pa, kdaj morate iti spat? Imate določeno uro, kdaj morate iti spat? Ja, imamo določeno uro. Če smo pridni, smo lahko budni do 11, če pa nismo, pa smo pač do 10 navadno. Zadnji večer ste do 11, ne? Kaj pojete zvečer ob ognju? Tam sem na travniku opazila, da imate tudi kurišče. Pojmo ogenj in se ob tem pogovarjamo in zabavamo. Kaj pa prej smo slišali, da ste imeli sporočilo? Kako je bilo s tem? Komu se je podaril šotor? Ojoj, zdaj pa vidimo ogromno rok. Nam 4 puncem se je podaril, bila je cela poplavana, čutila sem kapljice, strgaluje zelene obleke. Smo mogli hitro ven, sem slišala, je bilo še podrti šotor, čist. Dobili smo, ko so eni tam pozabili čevlje, so dali tle sušiti
In pol smo videli vijolične strele, rozaste pa rumene. Laris, Žurga, lahko tukaj samo vskočim z vprašanjem, kako pomembna je recimo taka izkušnja, da jo otrok doživi v nekem varnem okolju, se pravi pod nekim mentorstvom. Ja. To ste sicer že prej govorili. Ja, to je, se mi zdi, da je ključno, da spoznajo, da je pač treba primerno se obnašati v takih situacijah. Seveda, če bi ostalo v šotoru, otroci veste, da bi riskirali, da se bi. Eventualno smo slišali, da se v sosednji vasi ena velika lipa podrla, lahko je, ne vem, kakšen požar, kakšna strela za neki požar, kaj takega, in se vedno v takih primerih ključno evakuirati na varno, torej da nismo izpostavljeni naravnim elementom, kot sem rekel, da se ne bi kakšno drevo podrlo na šotor. Če šotor nas briga, če ga raztrga 10-krat, važno, da se nobenemu otroku ni nič zgodilo. A ne? Ja. Šli smo v zavetje, kontetje, tukaj sem se tresla, fajn. Strah me je bilo, da nam bo drevo vrglo na šotor, zaradi tega, ker je bilo ranije močno neurje. Drugo leto grem tudi, če bo neurje, bomo šli na isto. Šli pa v kontejner, ne? Ne, šli smo, ko je nehalo padati, smo se šli tam roke greti, pa čevlje. Smo ga zakurili tako, ne? Zdaj pa bomo dali besedo še drugim. Kako je bilo pa pri vas? Jaz sem bila sicer v istem šotoru, ampak ob 6 zjutraj smo se zbudili in smo tekli v zavetje. Nič se nismo oblačili, samo prišli, ko je začelo grmeti, smo šli še v kontejner in čez nekaj časa smo spet prišli sem in so se ugasnile vse luči, zmanjkalo je elektrike in vse je premetalo. Jaz nisem imel take hude izkušnje, ko smo mogli iti ven iz šotora, smo šli hitro v kontejner, pa ob 5 smo hitro tekli tja, ker je bilo zelo pihal, je skoraj tudi naš šotor odpihnil, ampak mi smo imeli srečo, pa nam ga ni odpihnil, pa tudi noti je bilo večinoma super. Komu pa je odpihnilo šotor? Aha, okej, tukaj vidim neki rok, Lisa. Lepo pozdravljeni, kaj je pripravila vaša skupina? Eno žival imate, a ne? Ja, lisica. Lisico morate predstaviti, v redu, kar izvoli. No, kot že vemo, je lisica sesalec, kar pomeni, da ko je mladič, pije materino mleko. Je zelo plašna, saj se boji vsega ter veliko ljudi. So zelo zvite ter hitre. Zvite pomeni, da so pametne ter da hitro ukradajo kakšno žival. Obdobje razmnoževanja. Obdobje razmnoževanja traja v koncu decembra ter v koncu februarja. Od konca decembra do februarja, ja? Ja. Lisica pa ima lahko tudi od 3 do 7 mladičev. Ste lahko vedeli, da lahko v višji travi, ko ne vidimo celega telesa, lisico ločimo od čakala po črno obarvanih zadnjih straneh uhljev. Telesna masa lisice je ponavadi od 6 do 12 kg, živi pa v gozdovih, na poljih, v parkih in v večjih mestih. Super, zelo dobro ste se pripravili. Latinsko ime za lisico je Vulpes vulpes, poznamo pa tudi več vrst lisic. Stopinja je dolga 5 cm, so pa tudi mesojedi. To smo že povedali, ja? V redu, naprej.
Okay, Potem ste imeli pa še eno temo na temo preživetje v naravi, a ne? V bistvu, kaj je bivak in kako postavimo bivak. Okay. Torej, bivak je zasilno prenočišče, ki ga postavimo v zavetrno lego, naprimer gozd ali pa nekje, kjer je zakrito. Potem izogibamo se dolinam, ker v primeru vode dežja v bistvu se tam nabira voda. Res je? Bivakiranje ni primerno v bližini potokov in rek, pa ne postavljamo ga v suhih stvrgah potokih ali hudournikov. To sem jaz zdaj. Torej, kako izdelamo bivak? Za oporo potrebujemo eno dolgo palico in 2 rogovili, najmanj. Potem očistimo potem damo gor veje in pokrijemo z listjem. Steno zid naredimo iz suhih vej in drugega materijala, ki nam je na voljo. V redu. V redu. Zelo dobro ste se pripravili. Bi še kdo kaj dodal? Ja, mi smo tle še kar nekaj spustili. Kar povej, kaj ste spustili. Da povlečna višina je 30. Plečna višina, ja, to je tle v ramenu gor, ja, pri lisici. 30 do 40 centimetrov. Ja, super. Še kaj ste pozabili? Kakšne barve pa je lisica? Oranžna. Oranžna? Belim repom. Je spet pada dež in nismo jih mogli postaviti, ker smo jih stali se še Pravo preživetje, torej. Imam pa še eno vprašanje. Nekateri izmed vas imate drugačne majice. Kaj pomenijo te majice, Luka? Naprimer, jaz, ko imam to oranžno majico, to pomeni, da sem bil že enkrat tle, da vem, kdaj Laris, naprimer, hud, da bo prijazen, kaj, sem se že vse to naučil, kako se, naprimer, splete vrv, zagori ogenj, pa različne te stvari in v bistvu mi, inštruktorji ali pa specialci, pomagamo mlajšim, ko so prvič na taboru, če karkoli ne vem, da jim pomagamo. Smo v bistvu kar nekaj pomagači Larisi. Tako je. Res, moja desna roka ste in sem zelo ponosen na vas. Kot slišimo, Larise, otroci vračajo, se pravi, tudi sem enkrat tam več. Ja, veste, koliko oranžnih majic med nami je, enih ne nosil zdaj, ki so se umazali ali kakorkoli, drugače pa lahko rečem, da se vedno vračajo, kar je bilo lepo. Torej, nam je ena velika potrditev, se pravi, da delamo dobro, da se otroci nekaj dobro počutite, a hrana vam je všeč? Ja. Sploh pasu. Kako pa je s hrano pripravljate sami? Kaj bo danes za kosilo? Danes za kosilo bo vojaški pasulj, pripravljamo na strogo sami, vso hrano pripravljamo tudi na mestu, pomagajo naši mentorci, kucanki, skupaj zdaj, ker imamo čas, gledamo, da se organiziramo, isto delavnic, za pasulj zagotovo jaz skrbim, tako da... Kaj boste pa delali v nadaljevanju popoldneva? V nadaljevanju bomo, glede na to, da ste zdaj vi nas malo niste nas zmotali, ampak samo nadaljevali bomo z orientacijo, kar je bil po programu. Kaj to pomeni orientacija? Orientacija pomeni, da bomo spoznali čisto osnovne stvari, orientacije, kako se orientiramo v prostoru, s kompasom, brez kompasa, s karto, torej da ne vidim ali brez. Naredili bomo 2 kompasa s pomočjo sonca in s pomočjo palic, ter se naučili določiti našo osnovno točko in pa spoznati te izraze, kaj so azimut, kaj je kontraazimut. Torej, ene take uporabne stvari, ki bi jih mogel praktično vsak znati. Ostajate tukaj do konca usta, se pravi, skupine se nekako zamenjajo tedensko. Ja, res je, imamo 9 terminov letos, torej 9 terminov od ponedeljka do petka, oziroma starši lahko že nedeljo zvečer, tako da svoje roke med 7 pa 9 zvečer.
ker imajo seveda v ponedeljek službo, tako da imamo to možnost. Edino, kar je mi v nedeljo zvečer, drugače pa je velika večina pride v nedeljo zvečer, ostane do 5 do 4 popoldne. In danes s tem boste verjetno nadaljevali, zdi se mi, da je veliko zanimanja za to vrstne tabore, ko gre za spoznavanje narave, ko gre za neko drugačno preživljanje počitnic. Ja, zagotovo vidimo veliko priložnost, kako ne rečem, mislim, da so se ljudje že kar dobro prebudili, če lahko rečem, iz nekega spanja. Po koroni opažamo, da je ogromno teh povpraševanj po raznih tečajih ali pa healing, lahko rečem, na temo preživetja v naravi. Vsekakor tabori tudi zelo lepo tečejo, so lepo zasedeni, zato imamo tudi kar terminov. Tako da sem prezadovoljen, da lahko nekaj damo od sebe uporabnega naprej otrokom. Verjamem, da starši ali nimajo časa ali pa nimajo znanja okrog tega, pa nobenem obsojen, da se ne bomo narobe razumeli. Še to vprašanje, kaj je pravzaprav najbolj Če sem iskren, jih po moje najbolj zanima, po moje še ogenj, kurjenje okna, to jih je večina, potem so navdušeni nad živo hrano, predvsem nad kakšnimi kopilcami, odsvrtimi pa kaj tacga, to jim je zelo fascinantno. Pa hrenovko testo lahko rečem, spet hrana, ja, to so naša specialiteta, tukaj mislim, da nas nobene premata. Hvala lepa, da smo vas lahko obiskali tukaj, lep pozdrav, lepo se imejte še naprej. Bi še vi pozdravili naše poslušalke pa poslušalce. Hvala na Žurga in pa otroci, tu na blokah smo bili dva Ivanovič, Dan Rosten, Dan Furlani in Jana Bajčan. Lep pozdrav. Rjavi medved ima stopinjo veliko 30 cm. Tehta lahko od 120 do 400 kg, ima pa od 1 do 4 mladiček. Vedenje je zima prespijo, življenjski prejostaj je na kajaškem. Kdo je to pisal? Latinsko ime. Aha, on bo najbolj znal prebrati za sabo. Ursus Arctos. Kako? Arctos. Arctos. Posebnost je, da imajo sprednje noge krajše kot zadnjice. Visok je od 90 do 120 cm. Ja, to je plečna višina, a ne? Plečna višina, ja. Na vsaki nogi so je prisotno 5 kremplov. Res je? Se vidi tudi po sledeh, a ne? Ja. To je, res je. Kaj še? Sprednje noge imajo nekoliko daljše kot zadnje. Kako? Sprednje noge so nekoliko daljše kot zadnje. A res? Krajše. Daljše so sprednje kot zadnje. Ne, ne bo držala. A je obratno? To so sprednje, Obratno. to so zadnje. Tako je, res je. Tako je pravilno, ja? Na sebi ima rjav kožuh. Ja. Obdobje Poleganja. je konec decembra in začetek februarja. Okay. Super. A ste že povedali? No, jaz sem. Razmnožuje se sredina julija ali začetek avgusta.
Tako je, ja. Ok, pa še eno stvar ste imeli za predstaviti. Češnjo smo dejali. Najvišja češnja je bila do 25 metrov. Visoka? Ja. Pa kar visoka, ne? Plodovi so od junija do julija. Okay. Okus ima... Okus... spominja na mandle. Spominja na mandle, ha? Mandle. Ja, vidio? Latinsko ime je pa rosacea. Ima kar veliko cvetov, ki so belo-rumeni. Ali rozasti? Ja, belo-rumeni, pa tudi rozasti. Belo-rumeni? Dobro. V sredini rumeni, okrog pa beli, ja? Opale. V redu? Kaj rečete, ste se dosti potrudili? Jaz mislim, da ste se, ne? Glede na to, da ste med mlajšimi, ste se zelo dobro. Mogoče še pa je češnji malo. Za napisati. Zakaj pa? Jaz nisem nič mogel brati. Zakaj pa ti nisi nič prebral, šef? Pa niso dali. Niso ti dali za prebrati? Res smo rekli, da lahko. Ja, pa če A ti, ki veš, da mi povej, če so tebi češnje všeč. A ješ češnje? Kjere imaš rad? One bolj debele ali one take bolj drobne? Tiste, ko so sladke. Da so sladke? Zelo dobre. A so zelene dobre? Ne. Res je. Ok, hvala. Letos jih ni bilo noč pa nas. Slabo, ne? Je bila pozeba, ne? Res je. Slabo je bilo letos. Ok, zelo v redu. Hvala vam. Koliko minut je bilo? 4 minute 54 sekund. Ja, vse sem rekel. Super. Kar izvolite, kako je bilo na snemanju, evo? Slabo. Zakaj slabo? Trema. Kakšna? Pred kom? Celim svetom. Ja, Celim svetom? Vsako to posluša. Vsako sekundo lahko slišijo. Naprimer, prejšnje let je bilo to tako, da smo sam posneli, pa še pa, če si se kaj zmotil, tu prisali, tako nisi mogel. To je bilo živo, to so pa vsi tisto sekundo, kar si ti rekel, so oni to sliša. Ja, res In to je ful stresa. Ni tako stresa, če si pripravljen, tako kot sta vidva, a ne? Ne. No, povejte, kako boste začela? No, danes vam bo moja ekipca povedala malo več o tem, kar smo si danes prebrali. Odlično. Najprej bomo povedali nekaj o volku, pa bomo še povedali dolgostojnem tem bivaku. Aha, bivak za daljše obdobje. Fantastično. Na en mesec. Fajn. Lepo, kdo bo začel? Jaz. Ok. Volkovi živijo v tropih, ki ga sestavljata alfa samec in samica, ter njuni stari mladici. Volkovi živijo večino v podzemnih rovih, jamah pod prelazom. Imajo velike otise 8 cm in 4 velike kremplje. Mama skoti od 3 do 8 mladičev. Blato imajo podoben klobasi. Tace mu zrastejo do 8 cm. V Sloveniji imamo večinoma sive volkove. Res je. Zdaj, midva z Anastazijo predstavlja dolgo obstoječe bivake. Veliko dobrih razlogov za gradnjo dolgo obstoječih bivakov so. Če je ogenj v centru, toplota doseže vse stene in kote in te bojo oddajali toploto. Nazaj, ja. Nazaj proti centru. Tako je. Če je več ljudi v okroglem bivaku, bodo vsi dobili enako količino toplote. Drži. Ovalni bivaki so tudi močnejši od kvadratnih, ter zgradi se jih lažje. Ko so vse osnove urejene in imaš potrebščine, ki ti
in imaš potrebščine, ki ti bojo zadostovale za cel teden ali več, če imaš čas in material na voljo, lahko svoj bivak poboljšaš. Postopek gradnje stene in odmrlih materialov. Postopek gradnje je. To pomeni, da potrebuješ veliko odpadnega materiala, da bojo... Odmrlega materiala, ne odpadnega. Da mislimo smeti. Nič hudega. Prevajala si iz angleščine, povej, a je tako? Ja. Ok, a lahko pokažeš, prosim, tisti članek, z kjere knjige ste vzeli? Ultimate Survival, kar pokaže, kjera stran je bila, da bomo pokazali še, iz kje ste črpali informacije. Koliko? 34. No, še stran si zapomnila, fajn. No, pa pokaži. Bomo pokazali, evo, kako to zgleda. Kar pridi malo bliže. Super. Evo. Vse lepo, nazorno, nakazano, pokazano. Tako da ni pardona, ne, kako se to naredi. Je dobra knjiga, ne da? Odlično. Ok, super. Torej, postopek gradnje se imenuje pač gradnja iz odmrlih materialov. To pomeni, da potrebuješ veliko odpadnega materiala in 4 palice v obliki Y. Te palice bojo podpirale streho, vsaka mora biti dolga približno 2 metra. Morajo biti debele. Rabi boš tudi 4 palice, da povezujejo Y palice v center oziroma središče, ki bo ustvarjal kvadrat. Te palice rabijo biti tudi zelo močne in dolge, približno do 1 metra. Nato, ko imaš hiše narejeno, okoli palic napolni drače, da ustvariš 2 okrogli steni s prostori vmes. Te prostore zapolni z odmrlim materialom in se prepričaj, da so stene dobro in natesno zapolnjene. Nato na te stene položi palice, ki bodo podpirale težek sloj odpadnih snovi na streho v trikotnik obliki. Potem si še pod streho si še posteljaš s travo ali pa z listjem ali pa z nečem, da je bolj udobno noter. Res je. Super. Še kaj? Ne. Ja, povej. Volk ima tudi latinsko ime, ki je Canis lupus. Odlično. Super. Še kdo kaj dodal? Ne. 5 minut po 20, zelo dobro. Lepa predstavitev, a ne? En aplavz, prosim, ja. Poslušajte, da boste si kaj zapomnili. Optimist, zajet in vzdržljiv tekač je dober plavalec. Njegov otis je velik 6 cm. Telesno maso ima od 10 do 15 kg. Ugotovili so, da ima več kot 40 000 dlanov. Razmnožuje se v januarju in marcu. Odlično. Naprej. Šakal ima blatinice na sprednjih 2 prstih. Na sprednjih nogah, ki so pogosto zaraščeni. Ko ne vidimo telesa v travi, lisico ločimo od šakala po črno obarvani zadnjici. Strani uhljev šakali. Tako po črno obarvanih uhlih pri lisici, a ne? Šakal pa ima? Kakšne barve? Rjave. Rjave, tako. Lisica ima odzadaj črno ušesa, a ne? Uhlje. Šakali ima rjane zadnjici, zadnjo stran uhlja za sabo. Naprej, kdo bo zdaj? Divja vijolica ali divja mačeha. Cvetovi divje vijolice ali divje mačehe so razvito pisani. Cvetni listi so lahko rumeni, modro-vijoličasti, beli ali dvobarvni. Spodnji in stranski
venčni. A lahko, prosim, kolega, se ne premikaš po klopi, ker povzročaš hrup. Spodnji in stranski venčni so poleg tega okrašeni s črnimi črtami, ki opraševalcem, predvsem čebelam in čmrljam kažejo pot do nektarja. Divja vijolica velja za izvorno vrsto veliko cvetne vrste mačehe, ki jo od začetka 18. stoletja vzgajajo v številnih razlicah. Voda. Telo s pletenjem na... Sprav, to je bila vijolica, se pravi, na rastlino ste torej predstavili, ali pa kot zelišča, a ne? Je tako? Ja. In zdaj imate pa še nekaj o preživetju, poveste, je tako? Ja. Super, fantastično. Voda. Telo s potenjem nad neprenehoma izgublja vodo. Ena prvih stvari, ki jih je potrebno narediti za preživetje, je namestiti in zavarovati primerno zalogo sveže vode. Deževnica. Lahko jo uporabimo brez prečiščevanja. Dosegljiva je v velikih količinah. Deževnico lahko zbiramo na več načinov. Naprimer, zelo primeren način je, da na 4 kole pritrdimo plastično plahto, po kateri odteka voda v posodo. Pitna voda iz morske. Ja, iz morske vode. Kako iz morske vode naredimo pitno vodo? Ja? Morsko vodo zlijemo v posodo ali v jamo, izkopano v zemlji. Vanjo vržemo vroče kamne iz ognja in vodne hlape, ki so se pri tem dvignili. Ujamemo v brisačo, a ne, katero... ali grobo blago. Ko ožamemo prepojeno blago, dobimo pitno vodo. Madonca, ti si pa res se pripravila. Vedeti moramo, da je voda umazana in jo moramo pred uporabo očistiti. Zelo hitro tekoča voda je lahko zelo nevarna, saj tok lahko teče čez mrtvo žival ali živalski izloček. Če je česa dovolj, tako vodo lahko filtriramo preko sita z ogljem. To bo zbistrilo in v določeni meri vodo očistilo. Bistveno pa je, da jo pred pitjem preverimo. Tablete za kemično čiščenje vode, ki so na razpolago v lekarnah, bi morala biti osnovni del opreme, a ne, za preživetje. Tako. Če je voda blatna, jo moramo najprej filtrirati. To lahko naredimo
s stiskanjem blaga Skozi gosto blago. gosto blago. Tako. Ko na primer Klobučevino. ali gosto tkane hlače. Bravo, ko si si napisala, ja bravo, čestitam. Super, odlično. Ker so že prvi zdravilci ugotovili, da so pegasti listi te rastline podobni obolelim pljučam, so jih pripisali zdravilno moč pri pljučnih boleznih. A te domneve sodobna medicina ni potrdila, ime rastline pa je vseeno ostalo izrazita pisanost njegovih svetov je posledica tega, da samo barvilo menja barvo, in sicer odvisno od stopinje kislosti v celičnem soku. Čim starejši je cvet, tem manjši je te kisline in tako postane modre barve. No, zaradi kisline, evo, to pa še jaz nisem vedel. Zelo zanimivo, čestitam, bravo ekipa, zelo dobro. O, še ti si? Jo, pa. Prosti, ker sem skoraj čist pozabil. Kar izvoli. Vozli so narejeni iz vrve Iz vrvi, ja? in lesa. Tako, les zvežemo z vozli, a ne? In si ustvarimo lahko, wow, ti si še narisala to vse, pa posteljo, pa je super. To ni postelja. Ne, tole je, ne? To ni postelja. A ne, so nosila? To so lestve. A lestve, se oproščam, sem mislil, da je pa taka postelja. Ja, kakorkoli, zelo dober. No, evo. Vrva in Vrvica in vozli, a ne? Vozli. Ja, bravo, 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 bravo. Biologija. A še biologija, ja, kar povej. To sem sama napisala. A, to si zelo lepo. Koliko imaš let? Koliko si stara? 7. 7? Zdravo, super. Les. Delali. Drevesa, to si napisala, no super. En aplavz prosim, bravo. Malo bolj pogumno zaploskajte, no tako, ja, super, evo. Sever! Jug! Vzhod! Opale! Isa! Isa, ven greš. Ven greš. Vzhod! Gremo, tisti, ki ste trznili. Zoja se je obrnila, Gabr se je obrnil. Zahod! Brin, ti hodiš po šotorki. Sever! Jug! Sever! Opa! A ste v redu? En je bil ven. Desni gre ven. Zato kaj spadeš v prvem krogu? Kako to je dobro gledati. Sever! A ne, kako so zagnani, pa se porivajo. Sever! Jug! Vzhod!
Aljaž, sorry. Zahod. Sever. Jug. 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 Sever. Vzhod. Čakaj, ti se imaš stran postavi, jaz ne vidim. Zahod. Zahod. A kaj me še ne šlataš po ribu? Nek me poriti. Kurba šlo, jaz sem čisto manj. Hej! Hej! Gremo dalje. Sever. Sever. Jug. Ula. Vzhod. Zahod. Zahod. Čak, Luka, čaki. Dotaknem se, ti si kar stal gor. Ste rekli zahod. Vzhod sem rekla, vzhod. Ajde, dobro, to odobrim. Zahod. Sever. Blaž. Jug. Omakni se. Sever. Sever. Jug. Vzhod. Ojoj. Vzhod. Zahod. Ja. Sever. Vzhod. Jej, bravo.